Pozdravljeni vrtičkarji, danes se nahajamo v nasadu sibirskih borovnic oziroma haskap jagod. Po novem z nami je Renata Felicijan. Renata, vi ste ljubiteljica sibirskih borovnic oziroma haskap jagod. Nam zaupate, kje se nahajamo in koliko grmov imate posajenih v nasadu? Ja, pozdravljen. Nahajamo se v bližini Sevnice v Orlah. Posajenih je nekje 1500 sibirskih borovnic, 3 različnih sort. Odlično. Prve borovnice sem že probal in so res odlične. Katere sorte imate posajene in koliko časa je že ta nasad star? Borovnice so bile decembra stare 3 leta. Različne sorte so pa 3, torej Mayberry B, Mayberry Sweet pa Mayberry Farm. Tudi različno zorijo. Se pravi, sami plodovi so zelo okusni. S katerimi ljubitelji jagod pa imate največ težav v nasadu? Ptički, ki jih tudi najbrž slišimo v ozadju, letos nimajo najbrž v gozdu dosti hrane, pa so se lotili borovnički. Dobro, sicer tukaj raste kar nekaj grmov. Ta nasad je tudi tržni nasad in vaše haskap jagode oziroma sibirske borovnice ponujate tudi končnim kupcem. Kje jih lahko najdejo? Ja, začeli smo bolj ljubiteljsko, drugače pa po ubiranju jih spravimo v hladilnico, v cvetličarno Zelena pika in tam počakajo na končne kupce. Kdo si jo želi, lahko pride. Ja. Se pravi v Sevnico, po domače sibirske borovnice oziroma haskap jagode. Renata, kako pa pobirate? Vidimo, da je nasad dokaj velik, verjetno je kar nekaj dela, predno poberete ves pridelek. Ja, zdaj za začetek, ko spodbiramo, vse ročno spodbiramo, pol pa tresemo tudi ročno, ne? Belo vrtno folijo pod vsak grm damo in potem stresemo borovnice. Zdaj pač, ker ne dozorevajo vse naenkrat, jih tresemo 2-krat, nekatere tudi 3-krat. Potem ločimo listke in plodove, če so zeleni, ki niso uporabni še, ali pa svetlo roza. In potem te uporabne, lepe plodove pa stresemo v košarice po pol kile in spakiramo. Se pravi, pride do končnega kupca sveže, ja. Najbolj okusne. Vidimo pa, da je tudi kar nekaj dela tukaj z košnjo. Kako opravite to delo? Verjetno, kakor sem slišal, večino stvari opravite kar sama. Ja, imam tudi kakšno pomoč, ki je vedno dobrodošla. Travo kosimo med vrstam s kosilnico, potem plele smo jih ročno, pač okopale in plele, potem je treba tudi še kaj polaksati. Ja. Kako pa obdelujete medvrstni prostor? Vidim, da je tukaj namakalni sistem, plevel pa verjetno ne da miru. Ne, letos raste, še dežja je bilo veliko. Namakalni sistem, ja, če je treba, če bo suša, da jih tudi v poletnih mesecih zalijemo, ne. Drugače pa pač ročno vse okopljemo in to je to. Dela dovolj. Tako, če pogledamo naprej, verjetno si v tem nasadu želite opraviti še kakšen večji projekt oziroma večje delo. Kaj je v vašem načrtu za prihodnje leta? Za prihodnje leto malo smo začeli tudi z malinam. Maline so tudi kar tak zelo uporaben sadež, tako da smo povečali sadike malin. Za naprej pa to obdelovati, pa mogoče teh škodljivcev od talnih voluharja se znebiti. Dobro, verjetno boste tudi še kakšno sibirsko borovnico oziroma haskap jagodo posadili na novo. Vsekakor pa, če se ne motim, sva predhodno v pogovoru omenila tudi, da si želite jih zaščititi pred ptiči. Tako, to bo pa malo večji projekt, ja. Radi bi, zdaj vsako leto je drugačno od drugega, ne. Lansko leto so imeli dovolj hrane v naravi, pa so borovnice niso bile zanimive, letos pa so, ker je bila pozeba povsod. Tako da bi radi z zaščitnimi mrežami in proti toči in proti pticam naredili en
zaščito, da bojo ostale, že zato, ker se trudimo. Tako da, če pogledamo, pa so plodovi skriti pod listi, tako da jih ptice vseeno teže najdejo, tako da ni tako mogoče kot pri kakšni aroniji, ko jo vidijo jagodo že z neba in jo zelo hitro napadejo. Tukaj verjetno ni temu tako. Vidimo, da je tudi kar nekaj zrelih jagod na samem grmu, vseeno pa je tukaj blizu gozd in ptice so verjetno tudi obiskovalec. Tako, z nami je bila Renata Felicijan. Renata, hvala za vaše povabilo v vaš nasad. Vas pa vabim, da nas sledite tudi na spletnem portalu Zeleni svet, YouTube, Instagramu in ostalih socialnih medijih. Hvala lepa.